Začenjajo se poletne šolske počitnice. Ponedeljkovo neurje v Maribor prineslo tudi točo. Kazenska ovadba zaradi onesnažene lagune. Lepo pozdravljeni. Učenci in dijaki so danes prejeli šolska spričevala, priznanja ter pohvale in tako se zanje začenjajo dolge poletne počitnice. Šolska vrata se bodo spet odprla 1. septembra. V pravkar končanem šolskem letu je osnovno šolo končalo 163 tisoč učencev, srednjo pa 77 tisoč dijakov. Na zadnji dan šole je bilo v razredih precej drugače kot med letom. Učenci so lahko počeli, kar so želeli. Vseeno pa so vsi čakali na trenutek, ko dobijo spričevala. Najbolj nestrpno učenci 3. razredov, saj je bilo njihovo znanje letos prvič ocenjeno številčno oceno. Imam pa 3 štirke, pa vse zaključeno 5. Poštevanko sem se naučila, pa še računati do 1000. Kaj boš počela med počitnicami? Na morju bom bila, pa sem kopala. Slovo od učiteljic, ki so z njimi preživele prva 3 leta, je bilo čustveno. Vmes je pretekla tudi kakšna solza. Zelo sem se navizala na vas, zelo prijetni, pridni učenci ste. Ostanite tako naprej. Želim vam lepe, prijetne, zaslužene počitnice. Dijaki pa danes čutijo predvsem olajšanje, da je konec še enega leta v šolskih klopeh. En sošolc smo popravili, ostali smo vsi uspešno zaključili. Lahko bi bilo boljše. Nisem se nekaj učila, sem pač vrel. Dijaki 3. gimnazije Maribor so zadnji dan slavili s koncertom v stilu Beatlov, ki so svoj zadnji živi nastop imeli na strehi. In s tem se začenjajo zabave, pikniki in kopanje. Eni bodo sicer morali še prej opraviti popravne izpite, ki se začenjajo naslednji teden. Nad okoliškimi kraji Maribora in Kungoto se je včeraj proti večeru razbesnelo neurje z močnim vetrom, nalivom in točo, ki je poškodovala več streh stanovanjskih in gospodarskih objektov. Letalo za obrambo proti toči pa je znova ostalo na tleh, saj Mariborski letalski center z državo še vedno nima podpisane pogodbe za financiranje protitočne obrambe. Družini Danko z Gaja nad Mariborom je neurje razdejalo celotno ostrešje doma. Toče v velikosti kokošjega jajca ne pomnijo. Toča je bila tako močna, to je tako padalo, bobnelo. Vse nam je hišo, streho celo uničilo, voda je tekla dol v stanovanje. Na območju Gaja je toča poškodovala 6 stanovanjskih hiš in 4 gospodarska poslopja. Kamniškim prostovoljnim gasilcem so na pomoč priskočila tudi okoliška društva. Pomagamo občanom pri pokrivanju streh, torej sanacija neurja, katere je povzročila toča. To je razna škoda na ostrešju. Na letalskem centru Maribor, ki pri nas edini izvaja protitočno obrambo, so prepričani, da bi točo lahko preprečili. Se je po radarski sliki tipično videlo, da so Avstrijci ta oblak posipali v predmejo upado in seveda, ker se ni posipoval do konca njegovega potencijala, je tam nekje na meji dvignil zopet svojo vrednost. Vlada je sicer pred slabima 2 tednoma podprla izvajanje letalske protitočne obrambe za 2 leti, vendar bo pristojno ministrstvo 60 tisoč evrov zagotovilo le, če bo del sredstev prispevala vsaj polovica občin z območja branjenja. Občine, lokalne skupnosti podpisujejo pogodbe, podpisalo jih je trenutno, mislim, da več kot 70%. Mi smo jim sicer obljubili, če bo jih 90%, da bomo začeli delati tudi brez ministrstva. Trenutno končujejo tudi servis letala in pričakujejo skorajšnji dogovor. Upajo, da bi lahko poleteli sredi julija. Zapuščena in onesnažena laguna v Markovcih pri Ptuju kazi podobo kraja. Najhuje je poleti, ko se z nje širijo smrad in komarji, opozarjajo krajani. Ogromno gradbeno jamo so pred leti izkopale Dravske elektrarne, ko so gradile elektrarno Formin. V jezero brez pretoka se že več let stekajo škodljive odpadne vode okoliških podjetij in gospodinjstev. Župan Markovcev želi odkriti onesnaževalce, zato je na ptujsko sodišče vložil kazensko ovadbo. Konrad Janžekovič se še spominja, ko je tukaj tekla bistra voda. V jezeru so pogosto lovili ribe, zaradi onesnaženosti pa jih je bilo sčasoma vse manj. V roku, če se tako dobro spomnim, 10 let je tam v laguni življenje povsem umrlo. Vsi vemo, da so tu notri vse usedle stvari, ki so tudi karcinogene.
Najhuje je poleti, ko se po bližnjem naselju širi obupen smrad. Razvoj turizma je onemogočen. Uredile bi se lahko sprehajalne poti, kolesarske poti, prostor bi bil tudi za kakšne piknike, ko bi turisti prišli. Pred več kot 30 leti so jamo izkopale Dravske elektrarne za obtok Drave med gradnjo elektrarne Formin. Se zavedamo, da je bilo to problematiko potrebno rešiti, seveda z udeležbo vseh, ki so pač k temu prispevali. Tukaj končajo odplake iz Taluma, Perutnine Ptuj in ptujske čistilne naprave, pravi župan. A to še zdaleč niso vsi onesnaževalci. Včeraj je vložil kazensko ovadbo. Mislim, da je to širok problem in prav zaradi tega, ker se nismo mogli do danes dogovoriti, sem vložil ovadbo in jaz verjamem v pravno državo in verjamem, da bodo našli krivca, ki bo potem na osnovi sodbe, ki bo izdana na sodišču, moral to stvar sanirati. Sanacija bi po ocenah župana stala dober milijon evrov, a je laguna v pristojnosti države, ki pa se do zdaj za težave ni zmenila. Stečajni upravitelj Granita Branko Đorđević je potrdil, da je danes prejel 750 tisoč evrov are za nakup zdravega jedra podjetja, ki kljub stečaju uspešno posluje naprej. Za nakup se zanima podjetje Kitak Gradnje iz Rogaške Slatine, ki je za Granit pripravljeno odšteti 7 milijonov evrov in pol. Da bo posel sklenjen, se morata s ponudbo strinjati še sodišče in družba za upravljanje terjatev bank. Ljubljana je prejela naziv Zelena prestolnica Evrope za leto 2016. Žirijo je med 12 mesti prepričala z uresničevanjem svoje trajnostne strategije, imenovane Vizija 2025, z napredkom pri zelenih javnih naročilih. Ta predstavljajo kar 70% vseh mestnih nakupov ter okolju prijaznimi ukrepi na področju prometa. Tudi preostalo dogajanje v prestolnici je bilo danes pestro. Poglejmo. Na volitve bomo znova šli 5. oktobra. Predsednik Državnega zbora Janko Veber je namreč podpisal odlok o razpisu lokalnih volitev. S ponedeljkom 21. julija začnejo teči roki za volilna opravila. Volitve je razpisal tudi v Ankaranu. Kot je opozoril v izjavi za medije, je odločba Ustavnega sodišča zavezujoča in če volitev v Ankaranu ne bi razpisal, bi ravnal protizakonito. Na seji odbora za delo in socialne zadeve so poslanci razpravljali o socialnih in drugih posledicah nepremišljene privatizacije družb v posredni ali neposredni lasti države. Prodaja Heliosa avstrijskemu Ringu je bila po njihovem nepremišljena, saj je delo izgubilo 155 ljudi. Da se podobno ne bi zgodilo tudi po prodaji Mercatorja, so poslanci in predstavniki sindikatov konzorcij prodajalcev pozvali, naj ustavi prodajo naše največje trgovske družbe hrvaškemu Agrokorju. S prodajo bo po njihovem mnenju ogroženih kar 11.000 delovnih mest. Predsednica vlade Alenka Bratušek se je popoldne v zvezi s prodajo Mercatorja sestala z vodstvi NLB-ja in državnega holdinga. Zagotovili naj bi, da se število zaposlenih v Mercatorju ne bo zmanjšalo. Premierka je ob tem povedala, da vlada Evropski komisiji ni dala zaveze, po kateri bi morali našo največjo trgovsko družbo prodati, kakor tudi ne, komu jo je treba prodati. Naftni derivati so se o polnoči podražili, čeprav se je vlada odločila znižati trošarine. Tako je treba za liter dizelskega goriva po novem odšteti 1,2 centa več, medtem ko se je neosvinčeni 95-oktanski bencin podražil za 1,1 centa, 100-oktanski pa za cent. Podražilo se je tudi kurilno olje in sicer za 1,2 centa. Minilo je 125 let, kar so v Kotljah odtisnili prvi poštni žig in tam ustanovili pošto. Praznovanje ob obletnici pa je zasenčilo dejstvo, da je Pošta Slovenije kot v veliko manjših krajih tudi v Kotljah letos zaprla poslovalnico. Kljub temu so izdali posebno poštno znamko, žig in kuverto ter pripravili filatelistično razstavo o bogati zgodovini kraja. Prvi poštni urad v Kotljah je deloval na Rimskem vrelcu. Dobrih 100 let stara razglednica kaže enako podobo, le da danes stavba razpada, takrat pa je zdraviliški turizem cvetel, dokazujejo stare pošiljke. Gospodi, ki so bili na dopustu, so pisali poslovna pisma iz zdravilišča. Za prodajo mineralne vode so imeli celo posebno dopisnico. Na tistem obrazcu so lahko samo spomnili, koliko flaš je bilo, koliko je bila cena in je bil ta dopis zaključen.
Le redki kraji so pred vojno lahko imeli žig tudi v slovenščini. Tako pa so se žigi spreminjali skozi zgodovino 4 držav. Se pravi cesarstvo oziroma Avstro-Ogrska, potem Kraljevina Jugoslavija, SFRJ oziroma Jugoslavija in pa Slovenija. Poštni urad se je večkrat selil. Leta 1954 pa so ga zaradi premajhnega prometa ukinili. Ponovno so ga dobili šele leta 1999. Smo bili navdušeni. Zdaj pa ne vem, če smo še... S 1. junijem letos so namreč ta urad zaprli in pogodbeno pošto odprli v Zadrugi. Storitve so sicer bolj dostopne, a izgubljajo prostore za razstave poštne zgodovine, ki skrivajo pestrost tega malega kraja. Folkart zagotovo spada med tiste posebne prireditve, ki so srce festivala Lent. Od leta 1989 do danes se je na odru na Dravi zvrstilo na tisoče plesalcev z vsega sveta. Katere folklorne skupine pa bodo letos navduševale s plesi, kostumi in eksotičnostjo, pa si lahko ogledate že danes zvečer. Nocoj bo glavni oder na Dravi zaživel v ritmih tradicionalnih plesov iz vseh koncev zemeljske oble. Že 26. zapored bo namreč festival Lent gostil mednarodni folklorni festival Folkart. Občutki so vsako leto, bom rekla, boljši in to zaradi tega, ker Folkart je bil sicer že od začetka zelo dobro organiziran festival, zanimiv, pisan, vendar moram reči, da skozi vsa ta leta smo se zelo dobro usidrali v folklorni svet. Zato organizatorji obljubljajo, da bo tudi letošnji program pester in zanimiv. To so skupine iz Argentine, nekakšna mešanica tradicionalnih plesov in tanga, kar je izjemno lepo. Potem japonski bobnari, ki so prava atrakcija, kjerkoli se pojavijo. Portugalci, recimo, da je to ena klasična folklorna skupina, vendar izjemno vesela, živahna folklora. Srbi, jasno klasika, vsako leto se trudimo povabiti vsaj eno skupino iz bivšega jugoslovanskega prostora. Potem Turčija, seveda tudi slovenske skupine, 3 vsako leto na Folkartu. Letošnjo poslastico pa predstavlja skupina plesalcev iz Guamskih otokov. So izjemno veseli ljudje, življenje sprejemajo tam nekje kot neka pikica sredi Tihega oceana. Sprejemajo kot darilo in tako tudi to prenašajo v prikaz svojih običajev in življenja in prepričana sem, da se bo tega navzela tudi publika. Folkart se bo že tradicionalno zaključil v soboto z nastopom vseh sodelujočih in seveda prvim lentovskim ognjemetom. Sezona dvoranskih športov je povezana s šolskim letom. Ko se končujejo šolski programi, se tudi v klubih pripravljajo na počitnice. Eno zadnjih tekmovanj so tako pripravili člani tekvando kluba KBK iz Maribora, kjer so po 5 letih znova organizirali Lisičkin pokal. Tekmovanje je namenjeno predvsem mlajšim kategorijam. Tokrat so v Maribor prišli tekmovalci 30 klubov iz 7 držav. Turnir je bil humanitarnega značaja, saj so izkupiček namenili Marku Krmpotiču. V bistvu je namen, da se mladi, otroci, torej mini olimpijado imamo, počasi navadijo na ritem tekmovanja, kaj to sploh je, prve korake delajo na takih tekmovanjih, da je v bistvu prehod nežen, vseeno je to borilni šport in treba se navaditi na njega. Z drugim delom tekočega leta v mnogih športih začenjajo tekmovanja, ki bodo najboljšim zagotovila nastop na olimpijskih igrah 2016. Prvi, ki bodo imeli priložnost, da si rezervirajo bivanje v Braziliji na letošnjem svetovnem prvenstvu, so strelci. Španska Granada je bila pri prav vseh najboljših svetovnih strelcih že v lanskem letu posebej označena. Septembra, ko bodo na zahodu Evrope organizirali najpomembnejšo letošnjo tekmo v strelskem športu, si bodo po njej najboljši pošteno vdahnili, saj se bodo lahko 2 leti v miru, brez pritiskov, pripravljali na olimpijski nastop. Zato je bila zadnja tekma svetovnega pokala, ki so jo organizirali v Gaju pri Pragerskem, odlična priložnost, da so udeleženci tedenskega tekmovanja ugotovili, kje so v primerjavi s konkurenci.
Gledano z reprezentančnimi očmi so trenutno najbolj vroči Kitajci, ki imajo v skoraj vseh disciplinah strelce, ki so že zdaj v vrhunski formi in ki bodo tudi na svetovnem prvenstvu med glavnimi kandidati za osvojitev prvega mesta. Kar se tiče slovenske reprezentance, je v njej nekaj posameznikov, ki lahko zablestijo v Španiji. V prvi vrsti je to Živa Dvoršak, kateri se je v Gaju dvakrat uspelo uvrstiti v finale. Potem sta tukaj Petra Dobravec in Robert Markoja, ki sta le za nekaj krogov zgrešila finalni nastop. Pozabiti ne smemo na Rajmonda Debelca, ki na slovenski tekmi svetovnega pokala sicer ni blestel, a bo, če bo v naslednjih 2 mesecih uspel odpraviti težave s puško, eden naših največjih adutov. Tu je še Željko Mojičević, ki čaka na svoj sanjski nastop. Ali ga bo dočakal v Granadi, bo v največji meri odvisno od njega samega. Dejstvo je, da vsak izmed naših najboljših strelcev v prvi vrsti potrebuje konstantnost zadevanja desetic. Le na ta način so lahko konkurenčni najboljšim, saj v svetovnem vrhu ni več prostora za slabše serije. Na Poljskem dobiva škandal zaradi posnetkov nezakonitega prisluškovanja različnim politikom vse večje razsežnosti. Po objavi posnetkov notranjega ministra in guvernerja centralne banke javnost zdaj razburjajo izjave zunanjega ministra Radeka Sikorskega. Ta je Poljake v odnosu do ZDA označil za popolne izgube. Za zavezništvo med državama, ki ga uradno trdno podpira, pa je dejal, da ni vredno ničesar. Sledi še nekaj tujih novic. V Franciji poteka 6-dnevna stavka kontrolorjev letenja, zato pričakujejo odpovedi in zamude približno četrtine mednarodnih poletov. Kontrolorji letenja nasprotujejo varčevanju, ki ga po njihovem mnenju prinaša predlog Evropske komisije za vzpostavitev enotnega nadzora nad zračnim prometom v Evropi. Slovenska letalska družba Adria Airways pričakuje, da bodo kljub stavki njeni poleti v francosko glavno mesto potekali po načrtovanem voznem redu. Prekinitev ognja, ki so jo na vzhodu Ukrajine razglasile vlada in proruske separatistične sile, se je za zdaj izkazala za zelo krhko. Vladne sile proruskim separatistom očitajo obstreljevanje kontrolnih točk blizu mesta Slavjansk. Pri tem sicer ni bil ranjen nihče. Po drugi strani proruski separatisti ukrajinski vojski očitajo, da je obstreljevala pozicije njihovih sil pri mestu Lugansk. Pri tem naj bi ena oseba umrla, ena pa bila ranjena. V Združenih državah Amerike so z uspešno akcijo rešili 168 otrok, ki so bili prisiljeni v spolno suženjstvo, ob tem so aretirali 281 zvodnikov. FBI trdi, da je od leta 2008 skupaj z drugimi policijskimi agencijami z vodnikom iz krempljev iztrgal 3600 otrok. Za zapahe so spravili 1450 zvodnikov in jim zaplenili $3 milijone, kar je sicer izjemno malo glede na dobičkonosnost posla. Iz bolnišnice, v kateri je bil 7-kratni svetovni prvak Formule 1 Michael Schumacher, so ukradli njegovo dokumentacijo o zdravljenju in jo zdaj medijem prodajajo za 50 000 evrov. Schumacherjeva menedžerka Sabine Kem je poudarila, da ne ve, ali so dokumenti, ki jih prodajajo medijem, avtentični. Potrdila pa je, da so bili zaupni podatki o zdravljenju ukradeni. Družina večkratnega prvaka Formule 1 je izrecno prepovedala objavo dokumentov o njegovem zdravju. V primeru objave teh podatkov v javnosti je že zagrozila s kazensko ovadbo. Brazilci so sinoči zmago svoje nogometne reprezentance na Copacabani v Rio de Janeiro proslavili na različne načine. Če so mediji pred tekmo najprej poročali o protestih proti svetovnemu prvenstvu, so po zmagi nekaj ur kasneje plažo Copacabana zasedli nogometni navdušenci in tako proslavili uvrstitev Brazilije v osmino finala. Pri nas pa za zdaj še ne bo občutka, da smo na plaži, saj bo tudi jutri oblačno s pogostimi padavinami. Več dežja bo v srednji in južni Sloveniji, vmes bodo tudi nevihte. V četrtek se bo ponekod prehodno delno zjasnilo. V petek se bo od zahoda znova pooblačilo, pojavljale se bodo manjše krajevne padavine, ob morju tudi posamezne nevihte. Kljub temu verjamemo, da bo dela prosta sreda lepa že sama po sebi. Hvala za pozornost in vabljeni, da si Dnevnik televizije Maribor spet ogledate v četrtek ob 18. Nasvidenje.